Pozdravljeni, no, spet sem z vami, Minka Gantar, in kot sem obljubila, čez par dni spet nov video. Danes bomo govorili o odpuščanju. Vem, da veliko o tem govorim, ampak opažam pri mojih strankah, da dejansko, ko se zataknejo ob neko situacijo, ob nek dogodek, v nekega človeka, enostavno obtičijo in ne grejo dol, ne kile, ne gre energija nikamor, enostavno se zataknejo, na energijskem nivoju se zataknejo, in ko si na energijskem nivoju zataknen, takrat ne more iti nikamor. Dobesedno pristaneš v mrtvem rečnem kanalu. In v bistvu potem, ko smo nekje zataknjeni, telo začne sporočati, pa nam hoče povedati, da moramo nekaj drugače narediti, ampak včasih ne razumemo teh sporočil. In recimo, glejte, tukaj samo majčkeno bom prebrala, kako telo sporoča, da je treba nekaj narediti, ampak ta prvo na čustvenem področju. Prva stvar, spremenljivo razpoloženje. Ko vam niha razpoloženje, je to sporočilo telesa, da je prosim naredi nekaj. Čas je, da nekaj narediš. Ali pa občutek nemira, tesnoba. V bistvu vse takrat, ko občutimo ta stanja, se sigurno sprošča ogromno stresnega hormona kortizola. In kortizol nam prednostno porablja recimo B vitamine, magnezij, in prav zaradi tega obtičimo, se slabo počutimo. Potem počutimo se utrujeni, prav tisto, nimaš ta pravega pospeška. No in zato bi bilo toliko pomembno, ali pa je toliko pomembno za nas, da začnemo razmišljati, kaj lahko vsak dan naredim. In prva stvar, ki je za moje pojme res najbolj pomembna, da se vprašamo, komu moram še odpustiti. Koga še vedno nosim, ne vem, v svojem srcu, koga ne morem prebaviti, kaj se dogaja na mojem čustvenem področju. Ker ko to začneš čistiti, vem, da ni enostavno, kot je zančena gospa rekla, jaz se s tem nočem ukvarjati, jaz sem to potisnila nekam v podzavesti in se nočem s to bolečino ukvarjati. Ampak veste, kar je pa zanimivo, ker se človek noče s tem ukvarjati, podzavest pa še vedno nosi, v sebi nosimo to. In potem pa, ko zboliš, in ta gospa je pridelala 2 tumorja, težave s ščitnico, takrat je pa v bistvu že sporočilo duše, pa te prosim, te nekaj naredi, treba je počistiti to nesnago, ker gledajte, to je tako, kot da imate doma preprogo in vse smeti grejo pod preprogo. Slej, ko prej bo nastal kup. In isto je pa ta tumor, ali pa te bule, slej, ko prej nastane kup, ki ga je treba ščistiti. In ja, seveda, lahko odrežete vse skupaj, ampak na čustveni bazi je še vedno bolečina. In dokler vi te bolečine ne boste izrazili, pa jo predelali, predihali, dali ven od sebe, toliko časa bo to vas razjedalo. A ni škoda vašega življenja? No in zdaj poglejmo, kako odpraviti te bolečine, ki jih vsak je nekaj pobral spotoma v dobi odraščanja. Naši starši so delali najboljš, kar so znali. Boljš kot to nismo znali, ker gledajte, tudi mi, če smo starši, a je tako, da delamo najboljš, kar znamo. Boljš kot to pač ne delamo. In enako je, zdaj pa bomo mi ostali zataknjeni v to našo mladost, ali bomo rekli, ok, odpuščam, sprejemam, razumem. In vsak odnos, ki je še vedno boleč, moramo razumeti z drugimi očmi, da je vsak človek delal najboljš, kar je znal. Najboljš. In takrat, ko lahko razumemo, da je delal najboljš, kar je znal, vem, da zdaj se mogoče ne strinjate z mano, zato ker si rečete, aha, pa ta človek je bil pa do mene hudoben, ali pa ta človek me je izkoristil. Ampak je še vedno delal najboljš, kar je znal. To je to. Mogoče je delal iz strahu, mogoče je iz njega, ja, predvsem po večini je zadaj strah. Strah je močno čustvo in zaradi tega, ker se ljudje bojijo za sebe, povzročajo včasih okrog sebe precej bolečine. In ja, najboljš so delali, kar so znali. Zdaj pa druga stvar je pa potem, kako mi to doživljamo. In obliž, ki sigurno pomaga, je odpuščanje. Zdaj, gledajte, jaz kako sem začela svojo dušo zdraviti. Ker tudi jaz nisem na počitnicah, da se razumemo. In ena stvar je bila, prebrala sem to v knjigi Moč pozitivnega mišljenja, da sem si ponavljala, naj Kristusova ljubezen do tega človeka napolni moje srce. In pri nekaterih odnosih mi je to krasno pomagalo,
Ker enostavno, veste, jaz sem človek, jaz mu bi vrat zavila ali pa bi vrat zavila. Rabim pomoč od zgoraj. In ta stavek sigurno pomaga, da si čiste dušo. Druga stvar pa, to je pa meni še bolj všeč, je pa zdravilni kodeks. Spodaj vam bom dala še povezavo, video o tem sem že snemala in s tem pa v bistvu preveriš vse, kar še nosiš bolečine in ko vse to lahko odpustiš, lejte, potem je človek svoboden. In zadnjič smo šli na eno fajno predstavo in sicer moški so z Marsa, ženske so z Venere. In Denis Avdić govori, da ženske smo kot morje in da vsaka ta bolečina se nalaga kot pesek se nalaga in sčasoma to pač izbruhne ven. In potem takrat, ko izbruhne ven, pride cel tsunami. Res je, ženske nalagamo vse to v sebi, ampak po drugi strani, lejte, s tem, ko pa nalagamo, same se povzročamo tumorje, same se povzročamo bolezen, raka. A ni škoda našega življenja, zato dajmo sprot začeti odpuščati in boste videli, da življenje bo bolj enostavno. Življenje bo bolj lepo in enostavno se osvobodite vsega tega, kar vas zadržuje na morskem dnu. Ker ni potrebno, da ste vi na dnu, ker ste lahko na površju, ker lahko letite, ker lahko razprostrete krila in ste to, kar vi ste. Enostavno žarite. Tako da želim vam vse dobro, uživajte in čez par dni nov video.